Zakon o Pomurski akademiji, ki smo ga vložili vsi pomurski poslanci, je prav gotovo ena posebnost na področju visokega šolstva in pa znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Gre za prvo območno akademijo in pri tem smo se zgledovali tudi po zakonu o inženirski akademiji. Nenazadnje je to pobudo takrat podprl oziroma je z naklonjenostjo sprejel tudi takratni minister, dr. Zupan, kajti podobno kot pri inženirski akademiji je tudi tukaj obstajala neka organizacija, to je Združenje PAZU, in pa seveda tudi potreba po tovrstni aktivnosti. Pomurska akademija trenutno združuje 116 članic in članic pomurskih doktoric in doktorjev znanosti, ki so se svojo dejavnostjo, aktivnostmi prav gotovo upravičili to, da je združenje, akademija pred 5 leti bila ustanovljena. Gre za prvo in še zmeraj edino akademijo, torej združenje vrhunskih znanstvenikov, ki deluje na teritorialni ravni v Sloveniji, in podobne ureditve lahko najdemo takih regionalnih akademij tudi v drugih državah, na primer Veliki Britaniji, Švedski, Belgiji in še kakšni. Zakaj ustanavljamo, zakaj smo vložili zakon? Gre se za to, da tudi na formalni ravni tej inštituciji damo določeno pomembnejšo vlogo, hkrati pa seveda tudi zagotovimo tista sredstva za bolj redno in stalno delovanje. Kajti akademija je z svojim združevanjem, s tem, da je torej ustvarjala takšno okolje, ki je generiralo nove ideje, ki je povezovalo intelektualne potenciale, velika večina jih živi izven Pomurja, zagotavljala to, da se v Pomurju, ker je to še toliko bolj pomembno, lahko razvija znanstveno-raziskovalna dejavnost, da smo bliže razvijanju tercialnega izobraževanja in nenazadnje na ta način želimo seveda tudi tisto, kar je najpomembnejše, zmanjšati beg možganov iz regije. Kajti samo na ta način, če bomo zagotovili znotraj Pomurja možnosti za graditev uspešnih karier vrhunskih strokovnjakov, profesorjev, torej tistega najbolj žlahtnega intelektualnega potenciala, bomo te ljudi lahko tesneje povezali z domačo regijo in dosegli to, da bo regija, ki ima relativno gledano v tem trenutku največ doktoric in doktorjev znanosti, od tega svojega potenciala seveda tudi dobila nekaj nazaj in bo toliko hitreje lahko sledila razvoju celotne države. Zakon, kot sem uvodoma povedal, ni pomemben samo za Pomurje, ampak je pomemben za celo Slovenijo. Kajte, koliko močnejša je posamezna regija, koliko močnejši je posamezen del Slovenije, toliko močnejša je celotna Slovenija.